Audio Hub. Audio Hub. Čau, dobro jutro. Danes vam bom čisto na kratko razložil eno svojo jutranjo rutino, ki mi pomaga ohranjati, da sem bolj zdrav, da imam več energije, da imam lepše življenje, da sem bolj sproščen, miren, da me ni strah tega, kar se dogaja okoli nas, in na splošno, da se dosti bolje počutim. Vsako jutro vstajam pač na občutek. Zdaj, ali je to ob 5 zjutraj, ali je to ob 6 zjutraj, to sploh ni pomembno. Pomembno je, da se vstajam takrat, ko mi telo reče, da je počito in se pač vstanem. Včasih je to bilo tudi ob 4 zjutraj, pol 5 zjutraj, včasih tudi ob 8. Čisto enostavno je, telo naše dobro ve, ali rabimo počitek ali več ne. In seveda, ko smo spočiti, tudi to nekako telo samo sporoča nam in nam ni problem, da se vstanemo in začnemo svoj dan. Vsako jutro torej, ko se zbudim, je moja prva naloga naslednja. Vzamem tale čudovit izdelek, Redox dodatek, si ga nalijem, nekje 0,6 decilitra. Zdaj bom postopek samo malo pohitril. 15 do 30 sekund ta Redox dodatek, malce sem pa tja po ustih premlevam in ta zadeva je v tem trenutku zaključena. Nato seveda obstajajo neke določena opravila, ki jih moramo vsi zjutraj opraviti, in takrat, ko grem opravljati to opravilo, vzamem kakšno dobro knjigo v roke in naslednjih 5 do 10 minut vzamem malo za svoje izobraževanje. Kar sledi potem, si skuham lepo kavico. Med samim kuhanjem kavice, ki traja 2 do 3 minutke, si vzamem čas, pregledam elektronska sporočila, pregledam malce Facebook stran, napišem kakšno objavico gor, spijem kavico in nato se oblečem v telovadno opremo, tekaško opremo. Vmes morda še včasih prej tudi malce potelovadim, naredim 10, 15, 20 sklec, počepe, malo raztegovalnih vaj za mišice, za noge, za križ. In nato vsako jutro tek 6, 8 ali pa 10 kilometrov, čisto odvisno, kako se počutim, kako mi je. To se spreminja na sami poti, ko vidim, ali gre ali ne gre, ali je boljše skrajšati ali boljše podaljšati. Čisto po občutku tole naredim. Tudi hitrost prilagajam temu, kako se pač počutim, kako je v tistem trenutku z mano moje telo funkcionira. In nato se moj dan lahko začne lepo pestro, zanimivo, sproščeno in je to to. Jaz upam, da bo komu od vas tale nasvet prišel prav, da bo svoje jutro začel tako, kot je potrebno, in da ne bo prve stvari, ki jo bo naredil zjutraj, ko se bo zbudil, vzel kakšnih novic, slovenskih novic, Večera, ali še obrat kakšnih slabih informacij, ker ko boste prebrali te slabe informacije, verjemite mi, bo vaš dan cel dan slab in pokvarjen. Tega se čim bolj izogibajte, raje vzemite v roke kakšno dobro knjigo, preberite kakšno dobro misel, ali pa enostavno raje si vzamite 5 ali pa 10 minut časa, da umirite svoj in svoje telo, nato malce potelovadite in vaš dan bo zagotovo dosti lepši, kot pa če ga začnete z negativno informacijo. Lepo bodite in se vidimo v naslednjem posnetku. Čau!